Iz današnje epizode Miha Lobnik. Moramo kot družba narediti več, da bodo imeli romski otroci večje možnosti sodelovati v tej družbi čez 10, 15, 20 let. In Maja Mamlič. Gre za finančne ovire, to se pravi, številne romske družine ne zmorejo kriti stroškov, ki so povezani s srednješolskim izobraževanjem in potem višje ali pa visokošolskim. Prevozi, učbeniki, prehrana. Potem pomanjkanje motivacije in vzornikov znotraj tudi skupnosti. Mnogi mladi ne vidijo smisla v nadaljevanju šolanja. V svojem okolju redko srečujejo primere, kjer bi izobrazba vodila do boljših življenjskih priložnosti. Podcast zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošli in dobrodošli v novi epizodi podcasta zagovornika načela enakosti. Osrednji državni organ za varstvo pred diskriminacijo je konec oktobra 2025 izdal posebno poročilo z naslovom Izzivi pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok in mladostnikov. V njem predstavlja razloge, zakaj romski otroci in mladostniki ne dosegajo primerljive izobrazbene ravni in šolskega uspeha kot drugi šolarji. Aktualno pri zagovorniku. Zagovornik načela enakosti že dalj časa spremlja položaj romske skupnosti v Sloveniji, kot mu to nalaga Zakon o varstvu pred diskriminacijo. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti. Kmalu po začetku delovanja nove inštitucije zagovornika načela enakosti smo se tudi pri nas soočili s kompleksno tematiko izzivov, življenjskih vprašanj, tudi diskriminacije, ki jo doživljajo v Sloveniji Romi. Za velik, dolgoleten, strukturiran, kompleksen izziv gre. In odpravili smo se na teren, bili smo v pušči, bili smo v krajih okoli Novega mesta, v romskih naseljih, preučevali smo razlike med tistimi kraji, kjer gre za veliko večjo integracijo in manjšo diskriminacijo Romov v Sloveniji, in tistimi, kjer ni tako in kjer so konflikti večji, kjer je več nasilja, tudi kriminala. In tako smo hitro ugotovili, da je pravzaprav vrtec v pušči, v katerega so vozili tudi ljudje iz Murske Sobote svoje otroke, zato da so se družili, odraščali z romskimi iz pušče. Ena pomembna razlika, ki jo seveda na jugovzhodu Slovenije ne poznajo. In globje nas je zanimalo, kaj se pravzaprav zgodi s šolo in šolami. In da bi to razumeli, smo potrebovali podatke. Na veliko začudenje Ministrstvo za šolstvo tedaj pred 7 leti sploh ni razpolagalo s podatki o uspehu Romov v izobraževanju po različnih regijah in krajih. Na naša vprašanja so nam celo odgovarjali, da bi bilo problematično beležiti podatke o uspehu po etnični pripadnosti. In zaradi takšnih gledanj se v Sloveniji še ni razvilo spremljanje podatkov o tem, kako uspešni smo pri izobraževanju Romov, kako različno uspešni smo v različnih krajih v Sloveniji. In trajalo je kar nekaj let, tudi sprememba zakona o varstvu osebnih podatkov je
dodobra razčistila to dilemo. Država lahko zbira take podatke, pravzaprav jih mora, če želi začeti oblikovati take politike, ki bodo imele podlago v številkah, v podatkih in bodo lahko spremljane z temi meritvami. Namreč naša teza je, da dokler kot država ne izmerimo, kateri pristopi učinkovito delujejo za večjo izobrazbo Romov, potem sploh ne moremo povečevati teh pristopov in tudi nima smisla investirati sredstev v različne programe, če niti ne zmerimo, ne znamo zmeriti, ne zmerimo, kako učinkoviti so. In zdaj, ko smo v posebnem poročilu, ki je pred nami, predstavili, kako nizki so te deleži, da praktično govorimo o dobri 10% otrok, ki konča osnovno šolo, se vedno več ljudi strinja, da je eden od pomembnih točk spremembe tudi v tem, da naredimo kot družba več, da bi Romi za začetek imeli osnovnošolsko izobrazbo. Zdaj, poročilo gre v podrobnosti o tem, kaj je pomembno pri vrtcih, kaj je z vprašanjem jezika, kaj so odbojni mehanizmi, kaj pa so tudi učinkovite prakse, romski pomočniki, na primer, če izpostavimo. In poročilo temelji na intervjujih, na posebnih raziskavah, pokriva res en segment vprašanja, ki zadeva življenje Romov, ampak se nam zdi bistveno, kajti z izobrazbo se bodo lahko ljudje prebili iz nekega zaprtega življenjskega poteka, ki jih pravzaprav brez izobrazbe obsoja na družbeno življenje zgolj v okviru njihovih skupnosti, nimajo možnosti seči dlje, se povezovati z drugimi ljudmi v okolici in tudi zato sociološko gledano seveda uporabljajo preživetvene strategije, ki so se tam do sedaj izkazale za možne. Drugi poudarek, ki pa ga to posebno poročilo seveda mora na nek način spomniti, pa je, da se teh ciljev večje izobraženosti romskih otrok ne da dosegati brez enega temeljnega občutka varnosti ljudi, ki z njimi živijo. Namreč, če se večina počuti tako zapostavljeno, kot sedaj se, zelo težko konstruktivno sodeluje v procesih, ki bi pomenili izboljšanje možnosti ranljivih, mladih, revnih v romski populaciji. Tako da je kot pravzaprav vsak primer diskriminacije in strukturnih razlogov, v katerih ta nastaja, tudi to vprašanje velik izziv. Mi smo želeli osvetliti nekaj značilnosti, ki so pomembne, da se dvigne zavest o tem, da moramo kot družba narediti več, da bodo imeli romski otroci večje možnosti sodelovati v tej družbi čez 10, 15, 20 let. Nedavno sem v strokovnih krogih, in o tem to poročilo sicer ne govori, pa vendar bom tukaj omenil, slišal celo predloge, ki temeljijo na pozitivnih izkušnjah iz tujine, konkretno vzhodne Nemčije, da so obrnili pristop in strokovnjaki socialnega dela sedaj že zagovarjajo, da je treba narediti nekaj šol posebej specializiranih za romsko populacijo, zato da se tudi njihovim realnim potrebam prilagodi pouk, tako v romskem kot v slovenskem jeziku, da bo cilj, da po 8 letih pridejo ven, obvladajoč oba jezika, obvladajoč obe kulturi in da se bodo s časoma tem šolam, ki morajo imeti visoke kriterije in standarde, zelo usposobljeno osebje in seveda dosegati vse vidike varnosti kot vse ostale šole, tako za njih kot za tiste, ki se bodo v njih pojavili kot manjšina, da bo rezultat tega ena nova generacija ljudi, ki bo drugače sobivala kot do sedaj.
Poglobljeno o diskriminaciji. Posebno poročilo predstavlja izzive na področju vzgoje in izobraževanja Romov od predšolske vzgoje, obvezne osnovne šole, do srednješolskega, višje in visokošolskega ter vseživljenjskega izobraževanja. O tem, kaj je sodelavke in sodelavce pri Zagovorniku vodilo pri pripravi poročila, vodja sistemskega oddelka Jelena Aleksič. Ja, Zagovornik uporablja posebna poročila takrat, kadar želi posebej, globoko raziskati položaj ene določene, ranljive skupine ljudi. To pomeni, da pregledamo kar se da širok nabor raziskav, da tudi sami pregledamo mednarodne vire in da skozi pogled protidiskriminacijskega prava opišemo ta položaj neke skupine. Zakaj smo se tokrat odločili, da se posebej posvetimo izzivom pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok in mladostnikov? Izhajali smo najprej iz ustave, ki romski skupnosti v Sloveniji zagotavlja položaj in tako imenovane posebne pravice, ki se kasneje urejajo v posebnem zakonu. Torej, romska skupnost je skupina ljudi z eno določeno osebno okoliščino, to je etnična pripadnost, za katero vemo, da je seveda sestavni del slovenske družbe in tudi slovenske države, glede na to, da je v romski skupnosti veliko ljudi z slovenskim državljanstvom, ki pa se hkrati soočajo z eno kompleksno, zapleteno situacijo prepleta različnih zunanjih in notranjih dejavnikov, se pravi družbenih, političnih, kulturnih, pa tudi tistih, ki jih živijo sami kot neka relativno zaprta skupnost. Zato smo rekli, da bomo pogledali, kaj so tisti ključni izzivi, saj smo naleteli na podatke, ki niso prav dolgo prisotni v Sloveniji, namreč šele pred nekaj leti je Ministrstvo za šolstvo objavilo podatke, ki govorijo o tem, kako uspešni ali pa žal neuspešni so romski otroci in mladostniki v izobraževanju. Vodil nas je ta motiv, da na enem mestu popišemo ta položaj na področju vzgoje in izobraževanja po celotni vertikali, se pravi od vrtca, osnovne šole, ki je obvezna, do srednje šole, ki ni obvezna, pa seveda zelo zaželena, in vse do vseživljenjskega učenja. Verjamemo, da ta družba potrebuje na enem mestu zbrane podatke o tem, kaj se s to skupino ljudi dogaja na tem konkretnem področju, ker po zakonu o varstvu pred diskriminacijo je področje vzgoje oziroma izobraževanja eno od tistih področij družbenega življenja, kjer je diskriminacija prepovedana oziroma kjer zaradi svojih osebnih okoliščin nihče ne sme biti v slabšem položaju, oziroma kjer določene skupine zaradi svojih osebnih okoliščin morda potrebujejo tudi neke določene prilagoditve oziroma posebne ukrepe, da sploh izenačijo svoje izhodiščne možnosti. To je bil naš osnovni namen. Posebna poročila Zagovornika običajno rečemo, nastavljajo ogledalo, popišajo to, kar je na voljo v zakonodaji, ampak popišajo pa tudi to, kaj se v praksi dogaja. In verjamemo, da smo s tem posebnim poročilom, ki je res kar kompleksno in je dlje časa nastajalo, na enem mestu zbrali vse ključno, kar nekdo, ki je odgovoren za enake možnosti, kogarkoli, v tem primeru pač pripadnikov romske skupnosti, potrebuje vedeti za to, da bi recimo ustvarjal ali pa celo prilagajal politike oziroma ukrepe, ki bi bili učinkoviti. Torej, če se zdaj nekdo želi lotiti dela na področju izobraževanja romskih otrok in mladostnikov,
najaktualnejše stanje predstavlja to posebno poročilo? Uporabno za državo, uporabno za lokalne skupnosti, za šole, a ne pa tudi za običajne ljudi in tudi za romsko skupnost v resnici. Kako ste strukturirali to posebno poročilo? Samo še en komentar na to, kar je bilo ravnokar rečeno. Ja, absolutno. Poanta je v tem, da smo nekako področje vzgoje in izobraževanja prepoznali kot tisto ključno ali pa prednostno, ki ga je potrebno osvetliti tudi skozi oči varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakih možnosti. Ker vemo iz socioloških in drugih družboslovnih teorij, da je izobrazba tisto, kar je ključen dejavnik za to, da prekinemo ta začaran krog revščine in družbene izključenosti. Kako smo pa strukturirali posebno poročilo? Pomemben del tega posebnega poročila je namenjenega raziskavam oziroma podatkom. Mi jim rečemo podatki o enakosti ali quality data. Torej, to so vsi podatki, bodisi kvantitativni ali kvalitativni, ki odstirajo, orisujejo položaj neke skupine v primerjavi z drugimi primerljivimi skupinami, v tem primeru seveda z tem večinskim prebivalstvom. Tako da raziskave so v tem primeru posebej pomembne, jih je kar nekaj opravil tudi zagovornik sam. Smo pa seveda povzeli, predvsem v prilogi posebnemu poročilu, praktično vse, kar je raziskovalnih podatkov na voljo, tako na nacionalni ravni, kot tudi na mednarodni. Nepomemben motiv, zakaj smo se lotili te teme, je tudi to, da Slovenijo kot državo tudi mednarodni mehanizmi opozarjajo na neenak položaj pripadnikov romske skupnosti, vključno recimo s tudi nedavno izdanim poročilom Komisije Sveta Evrope o nestrpnosti in diskriminaciji, ki ponavlja priporočila tudi v povezavi z izobraževanjem romskih otrok. Tako da en pomemben del posebnega poročila so torej raziskave, raziskovalni podatki, ki smo jih potem strukturirali po izobraževanju ali pa izobraževanju vertikali. Torej, podatke smo razdelili po vertikali od vrtca do vseživljenjskega učenja, z namenom, da bi kar najlažje bralcu ponudili čim bolj preprosto priložnost, da se seznani z ključnimi informacijami o trenutnem stanju in pridodali tudi te naše lastne ugotovitve iz naših lastnih raziskovalnih aktivnosti, ki smo jih za ta namen opravili. In potem seveda sledi ključno sklepno poglavje, ki pa v bistvu ponudi sintezo vsega tega raziskovalnega, analitskega dela, ne samo zagovornika, ampak tudi mnogih drugih institucij, kot omenjeno, pa raziskovalcev. Torej, na nek zelo povzemajoč način predstavimo ključne ugotovitve, ki jim sledi 19 različnih priporočil, namenjenih različnim, bom rekla, akterjem, od vlade do lokalnih skupnosti, ne nazadnje tudi sveta romske skupnosti, kaj zagovornik priporoča kot potrebne korake za to, da bi se stanje izboljšalo, kajti osnovni cilj je, mislim, da se lahko o tem vsi strinjamo, dvigniti izobrazbeno raven Romov nasploh oziroma romskih otrok in mladostnikov, izboljšati učni uspeh, še posebej v jugovzhodni Sloveniji. Kar je potem povezano najbrž tudi z vključevanjem v družbo, z zaposlovanjem, skratka in za ureditev nekih razmer, ki se že leta kažejo kot recimo problematične. Jelena Aleksič, hvala lepa. Hvala vam. Pri pripravi posebnega poročila je sodelovala tudi Nevenka Prešlenkova, ki je skrbela za zbiranje podatkov. Vprašali smo jo, kako so se lotili zbiranja informacij za pripravo posebnega poročila, da bi čim bolj verodostojno povzeli stanje na področju izobraževanja Rominj in Romov. Pri pripravi tega posebnega poročila smo se že v začetku zavedali dveh ključnih
stvari in to je, prva je, da v Sloveniji ne zbiramo sistematično podatkov o Romih in njihovem položaju in na splošno, ampak tudi ne specifično na področju vzgoje in izobraževanja in zato tudi ne moramo meriti učinkov že obstoječih nekih ukrepov. Ne? In druga taka ključna stvar je pa bila, da brez takšnih podatkov zelo težko ocenjujemo, kakšni so pa neki dejanski izobraževalni izzivi romskih otrok pa mladih in katere rešitve že delujejo, so že zdaj v redu. Ne? Zato smo v bistvu neko zelo posebno skrb posvetili metodologiji zbiranja podatkov, na podlagi katere smo potem lahko oblikovali ključne izzive in priporočila odločevalcem, ki so potem zbrana v tem posebnem poročilu. Ne? In zato smo se pač zbiranja teh relevantnih podatkov na začetku lotili tako, da smo zelo natančno pregledali vse dostopne raziskave, javno dostopne raziskave, ki so bile usmerjene k razumevanju vprašanja vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji v zadnjih 15 letih. Ne? In zanimale so nas ugotovitve teh raziskav, pa predvsem neki predlogi za izboljšave. In ko pogledamo, kaj vse je bilo v teh zadnjih letih narejenega na področju raziskovanja in izobraževanja Romov, vidimo, da teh raziskav pravzaprav ni malo. Ne? Imamo recimo neko nacionalno evalvacijo, imamo ciljno raziskovalne projekte, imamo analize, ki jih je naročilo ministrstvo pristojno za šolstvo, imamo neke mednarodne raziskovalne projekte, imamo magistrske, imamo doktorske naloge in tako naprej. Ampak, če jih postavimo drugo ob drugo, če pogledamo, kaj nam govorijo, dobimo precej jasno, hkrati pa tudi kar in žal tudi zelo konsistentno sliko in to je, da so te razlike v izobraževanju med Romi in večinskim prebivalstvom zelo trdovratne, da se prenašajo iz generacije v generacijo, pa da nam jih v naši družbi, vsaj na nekaterih delih v Sloveniji, še ni uspelo bistveno zmanjšati. Ne? In te raziskave nam tudi zelo jasno pokažejo, da izobraževanje Romov ni samo vprašanje šolskega sistema, ampak gre za nek preplet prostorske segregacije, revščine, anticiganizma, jezikovnih ovir, s katerimi se Romi srečujejo pravzaprav vsakodnevno. Ne? Ugotovili smo tudi, da manjkajo neka spoznanja o tem, kateri pa so ti dejavniki, ki delajo nekatere Rome izobraževalno uspešne. Ker pač moramo vedeti, da ne govorimo o enotni skupnosti, o enotno neuspešnih Romih v izobraževanju, ampak imamo kar nekaj posameznikov, posameznic, ki pa so uspeli doseči neko izobrazbo, tudi zelo visoko. Ne? In nas je predvsem to zanimalo, kateri pa so ti dejavniki, ki pa v bistvu pomagajo Romom, da so pač izobraževalno uspešni. Ne? Zato smo v bistvu pri naših raziskavah naslovili točno to vprašanje, ki se nam je zdelo, da ni bilo dovolj pokrito prej v drugih raziskavah. In želeli smo neke kakovostne podatke dobiti. Zato smo se lotili različnih metod, uporabljali smo različne raziskovalne metode, da bi dobili čim bolj to neko celovito sliko. In v prvem koraku smo izvedli poglobljene skupinske pogovore z 9 osebami, strokovnim znanjem pa izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja Romov. Pol v drugem koraku smo pripravili in izvedli 10 intervjujev z izobraževalno uspešnimi pripadniki oziroma pripadnicami romske skupnosti. To so bili tisti Romi in Rominje, ki so imeli zaključeno vsaj srednješolsko izobraževanje, nekateri tudi tisti, ki so zaključili, tudi taki, ki so zaključili fakulteto, ali so bili pa v času teh intervjujev še v nekem študijskem procesu. Ne? In pri njih nas je v bistvu
kot ključno zanimalo, kdo oziroma kaj jim je na njihovi izobraževalni poti najbolj pomagalo. Ne? In smo s tem želeli osvetliti te pozitivne podporne dejavnike, ki jih obstoječe statistike oziroma pač podatki niso zaznala. Ne? In tretji korak je bil izvedba spletne ankete med strokovnjaki pa nevladnimi organizacijami, ki delajo z romskimi otroki in mladimi v različnih regijah. To so bili pa ljudje, ki vsakodnevno spremljajo izzive na terenu in tudi znajo oceniti, kateri ukrepi delujejo in kateri ne. Ker je bil namreč naš cilj identificirati uspešne prakse pa preveriti, kaj bi bilo smiselno nadgraditi ali pa še uvesti. Ne? In uporabili smo predvsem tem tudi že obstoječe javnomnenjske raziskave, sodno prakso pa tudi druge analize, ki jih je zagovornik izvedel že v preteklosti. Ta celoten metodološki pristop nam je omogočil, da smo nadomestili ta pomanjkljiv nacionalni sistem podatkov in kljub temu oblikovali neko verodostojno sliko, ne, kaj se dogaja. Tako da je na ta način nastal ta ključen del posebnega poročila in sicer gre za povzetek izzivov Romov v vzgoji in izobraževanju, tako v predšolski vzgoji kot osnovni šoli, srednji šoli, potem na visokošolskem izobraževanju, pa tudi pri izobraževanju odraslih. In vse to, se pravi, vse to naše delo zbiranja podatkov, vključno z povzetki ključnih raziskav tudi drugih raziskovalcev in raziskovalk, je vključen v tem posebnem poročilu in pa v prilogi tega posebnega poročila. Pri zagovorniku načela enakosti velja načelo nič o ranljivi skupini brez ranljive skupine. Na kakšen način ste pri zbiranju podatkov zagotovili, da je skupnost Romov vključena pri samem načrtovanju in tudi izvajanju raziskovalnih aktivnosti? Ena od ključnih odločitev pri tej raziskavi je bila, da ne bomo govorili o Romih brez Romov. In to pomeni, da smo omogočili romski skupnosti sodelovanje ne zgolj v smislu, da bodo Romi in Rominje vir informacij, ampak so bili vključeni kot aktiven partner pri načrtovanju in dostopu do skupnosti, kot tudi pri sami izvedbi raziskave. Tako da smo k sodelovanju povabili zunanjega sodelavca iz romske skupnosti. To je nekdo, ki je sam visoko izobražen Rom in pa tudi dobro pozna izzive na terenu. Z njim smo tako oblikovali intervjuje, pri čemer je pač preveril, ali so vprašanja primerna, so občutljiva in smiselna z vidika romske skupnosti. Z njim smo se recimo posvetovali o nekih metodoloških dilemah, če smo jih imeli na primer o dostopu do raznolikih sogovornikov, ki smo jih potem izbrali za intervjuvance. Z njim smo tudi določili neke kriterije za izbor sodelujočih, da ne bi bili preveč reprezentirani le neki običajni glasovi, ampak tudi tisti, ki so sicer pač malo manj slišani. Ne? Ta zunanji sodelavec je imel tudi ključno vlogo pri vzpostavljanju zaupanja. On je prvi kontaktiral te potencialne intervjuvance, jim je pojasnil namen, zakaj zbiramo te podatke in šele potem smo v bistvu, potem, ko smo uspeli vzpostaviti neko to na začetku dostikrat prisotno nezaupanje Romov do institucij, tudi to prešli. Zelo smo bili pozorni pri tem, da smo zagotovili popolno anonimnost tistih, ki so sodelovali v intervjujih, pa tudi varovanje podatkov in vsem smo dali tudi možnost, da pred objavo preverijo svoje citate, če so to želeli, tudi narediti. In tudi v tem tudi v celotnem raziskovalnem delu smo poskrbeli, da pač romski glasovi niso bili potisnjeni v ozadje, ker med anketiranimi organizacijami je bilo veliko romskih nevladnih organizacij, romskih akademski klub, recimo romskih zvez in tako naprej.
In prav te so bile tiste, ki so izpostavljale tiste vidike, ki jih druge ustanove, ki samo delajo z Romi, spregledajo. Recimo od nezaupanja staršev v šolski sistem do jezikovnih ovir, ki jih imajo otroci v šoli, do pomanjkanja podpornih mrež v šolah. In s tem pristopom nismo le zbrali nekih podatkov, ampak smo poskrbeli, da ta naša raziskava odseva perspektivo romske skupnosti in ne zgolj nekih stališč, institucij in strokovnjakov, ki delajo z Romi. In mislim, da je to nujno, če želimo preprečiti, da bi neko poročilo samo reproduciralo neke stereotipe ali pa neke nepopolne interpretacije, kar se pogosto dogaja, kadar sodelujoči v tej raziskavi ni del skupnosti, o kateri se govori. Preden spoznamo vsebino posebnega poročila, poslušajmo še glas Rominj in Romov, ki so uspešno zaključili različne stopnje izobraževanja. Eden od intervjuvancev je povedal: Osnovna šola je bila zame zelo pomembna, ker so me učitelji zelo podpirali in motivirali. Vedno so me spodbujali, naj nadaljujem izobraževanje, ker so v meni videli potencial. Intervjuvanka, ki je uspešno končala srednjo šolo, pa je poudarila: Gimnazija mi je dala toliko splošnega znanja. Želim, da se otroci najdejo v nečem, v čemer so zelo dobri. V pripravo posebnega poročila smo vključili tudi Rominjo, ki se izobražuje v programih vseživljenjskega učenja. Povedala je: Nikoli ne neham z izobraževanjem, dokler bom lahko. Izobražujem se tudi sama in se trudim v to izobraževanje vključiti čim več naših žena. Tudi zdaj, ko sem upokojena, se še vedno udeležujem predavanj in se želim naučiti še italijanščine. Pomembno je, da tudi po upokojitvi ostanemo aktivni. Sogovornik, ki razmišlja o doktoratu in proučuje afriško filozofijo Ubuntu, pa nam je zaupal: To je nekaj, kar mi daje navdih za naprej in je filozofija, ki je bila uporabljena strani Nelsona Mandele v času zbliževanja dveh svetov po apartheidu. In je zelo preprosta metoda oziroma principi življenja, ki zelo odzvanjajo način življenja, ki ga jaz živim. Način življenja in razmišljanja, kako jaz gledam na svet. Tako da je to v bistvu kot ljubezen na prvi pogled. Ko sem se prvič seznanil s to filozofijo, je bilo wow. In zdaj k vsebini posebnega poročila. Predstavljajo strokovna sodelavka Maja Mamlič, ki je koordinirala priprave poročila. Med drugim nam je povedala, kateri so glavni izzivi, s katerimi se pri izobraževanju soočajo romski otroci in mladostniki. Teh je veliko, so kompleksni, med seboj prepleteni, so odvisni, ampak če na kratko povzamem, gre predvsem za neenake začetne možnosti romskih otrok. In med temi izzivi bi posebej, oziroma v poročilu ugotavljamo, da gre za nezadostno vključenost otrok v vrtce in pa neredno obiskovanje vrtcev že vpisanih otrok. Velik je delež otrok, ki so odsotni od pouka v osnovnih šolah. Izjemno nizek je delež otrok, ki zaključijo osnovno šolo, predvsem v jugovzhodni Sloveniji. Prihajajo v šolski prostor, torej ko vstopijo v izobraževalni proces, z nizkim ali pa slabim znanjem slovenskega jezika, kar jim seveda potem otežuje to izobraževalno pot. Veliko je otrok, ki so usmerjeni v šole s prilagojenim programom. Prisotno je veliko nezaupanje romskih staršev v vzgojno-izobraževalne ustanove in iz tega seveda potem sledi nesodelovanje oziroma nevključenost teh staršev v izobraževalni proces otrok. Potem je tudi nizka stopnja izobraženosti romskih staršev, neozaveščenost staršev o pomenu znanja. Tudi to je eden od dejavnikov, ki vplivajo, oziroma eden od izzivov, s katerimi se otroci potem soočajo. Prisotne so v nekaterih okoljih, v nekaterih skupnosti tudi tako imenovane zgodnje in prisilne poroke.
in te še posebej otežujejo pot Rominjam, ne, romskim deklicam. Potem pa na strani šol, oziroma strokovnih delavcev je pa premajhna občutljivost strokovnega osebja v šolah glede izzivov romskih otrok, šibka usposobljenost šolskega osebja za delo v večkulturnem okolju in pomanjkanje sistematične podpore in spodbud za nadaljevanje izobraževanja po osnovni šoli na sekundarni in terciarni ravni. Tako da mislim, da to je en tak skupek, res takih sistemskih dejavnikov, ki pač močno vplivajo. Torej, če si romski otrok in se rodiš v romsko družino, začneš v bistveno slabšem položaju, kot če si rojen v kako drugo družino v Sloveniji. Točno tako. Torej, če bi začetne črte vsi otroci skupaj štartali, bi skoraj sigurno po tem, kar ugotavljamo, ti otroci ostali zelo zadaj. In zakaj so romski otroci bistveno manj vključeni v vrtce? Kaj jih ovira pri tem vpisu vrtcev in zakaj bi bilo dobro, da bi bili vključeni? Torej, najbolj pomembno je, da, in to v poročilu ugotavljamo, da je prav vrtec, prav predšolska vzgoja v resnici najpomembnejša odskočna deska za kasnejši uspeh v šoli in da dejstvo je, da se romski otroci pač zelo slabo vključujejo v vrtce oziroma v veliko manjši meri kot ostali otroci. Glavne ovire pri tem so slaba dostopnost, recimo. Številna naselja, kjer romski otroci živijo, so oddaljena od vrtcev, ni organiziranega prevoza. Starši pogosto nimajo avtomobilov, čeprav morda je vtis med ljudmi, da ni temu tako. Tudi finančne ovire so pogoste. Čeprav so programi za otroke brezposelnih staršev subvencionirani, ostajajo potem še stroški hrane, oblačil, prevoza. Potem ta pomemben dejavnik, ki sem ga že prej izpostavila, je tudi nezaupanje staršev v institucije. To se pravi, starši ne vejo, strahom razmišljajo in sprejemajo to, da pač otroka oddaš nekam v eno institucijo, tudi če samo v varstvo. Mnogi menijo torej, da otrok v vrtcu ne bi bil deležen enake skrbi kot doma. Potem k temu seveda prispeva tudi pomanjkanje informacij o tem, kaj vrtec sploh nudi. Starši teh informacij nimajo, pa nimajo pravih informacij. Nekateri starši razumejo vrtec res bolj kot varstvo in potem, če so sami doma, se jim zdi brez veze, da bi pa otroka vozili tja. In ne vidijo vrtca kot prostor učenja, socializacije, tudi priprave na kasnejše izobraževanje. Potem so seveda tukaj bivalne razmere, pomanjkanje vode, elektrike, sanitarij. Iz takih okolij se starši otroke težko pripravijo za odhod v vrtec. Tako da v poročilu poudarjamo, da je treba otroke vključiti čim prej in narediti vse, da pač podpremo starše pri tem. Pomemben je vrtec seveda tudi z vidika zgodnjega učenja jezika, kar seveda olajša potem otroku vstop v izobraževanje oziroma v šolo. V vrtcu se razvijajo socialne spretnosti, zmanjšuje občutek izključenosti in to prinaša dolgoročne učne koristi, pa tudi same koristi vključevanja. Ker so pač v vrtcu, sploh v vrtcih, ki niso v samih romskih naseljih, otroci prihajajo v stik s svojimi vrstniki, ki niso Romi. In to se potem naprej prenaša v šolo. Tako da res so dolgoročne koristi od tega. Skozi poročilo ugotavljamo, oziroma vse raziskave kažejo na to, da otroci, ki obiskujejo vrtec, redkeje ponavljajo razrede, imajo boljše jezikovne in socialne kompetence in so bolj vključeni v razredno skupnost kasneje tudi v šoli. Socializacija v širšo skupnost je močnejša, bolj intenzivna, če je otrok vključen v neko vzgojno-izobraževalno ustanovo in socializira in se druži z raznolikimi drugimi ljudmi, ki živijo na teritoriju. Točno tako. In zdaj tukaj, ker pač v poročilu res dajemo glas tudi samim Romom, ki so uspešno zaključili izobraževanje ali pa so še v tem procesu, pa ga v bistvu uspešno upravljajo.
In pa organizacijam, ki na terenu delujejo, ne, torej v okoljih, kjer Romi živijo, izvajajo svoje programe in dnevno, ne, so v stiku. Bi v bistvu samo prebrala en citat, kaj v bistvu so povedali. Po naših opažanjih veliko romskih otrok vrtca ne obiskuje, ker je prisoten strah oziroma negotovost. Obiskujejo predvsem tiste vrtce, ki so v samih naseljih. Starši nimajo izkušenj uvajanja in zaradi pomanjkanja znanja o postavljanju meja ne vztrajajo in želijo ustreči otroku, ko ta ne želi oditi v vrtec. Starši potrebujejo neprestano podporo in mentorstvo, vodenje, prihod otroka, da ne zamudi, kdaj se pride po otroka in tako naprej. Toliko večji je izziv vključevanja v vrtce zunaj naselij, kjer morajo vzgojitelji z veliko mero občutljivosti nuditi podporo staršem in otrokom pri še dodatnih izzivih, recimo z vidika jezika, ne, novega okolja, nove situacije. Vse to je zelo stresno, tako za otroke kot za starše. V naše programe so v obeh naseljih vključeni tudi predšolski otroci, ki redno prihajajo v program. Predvsem tisti, ki imajo že izkušnjo, so bili v naše programe vključeni starši ali sorojenci. Torej, dokaz, da če se začne, se potem v bistvu skozi izkušnje, te pozitivne izkušnje, in te so ključne, ki se morajo do njih, to se mora zgoditi, te pozitivne izkušnje morajo doživeti, da se potem v bistvu zavrti. Kdo pa je to povedal? To je povedala ena organizacija, ki deluje na terenu, ja, prav v jugovzhodni Sloveniji. Ker je problem v resnici transgeneracijski in tista generacija, ki prekine, potem naprej da neko novo tradicijo in neko novo izkušnjo. In v poročilu menite tudi, da ta zaostanek, ki ga imajo otroci, ko se rodijo v romsko družino, v romsko okolje, vztraja potem še ne, tudi je več ponavljanja razredov, ugotavljate, v osnovni šoli. Tako je, ja. Torej, ponavljanje razredov je ena izmed najbolj izrazitih težav, rezultat prepleta več dejavnikov. Najprej seveda tudi ta jezikovna ovira. Učenci, ki so ob vstopu v šolo, ki slovenščine ne razumejo ali pa ne znajo, dovolj, pri pouku težko sodelujejo in že v prvem razredu pogosto zaostajajo. Kaj šele potem naprej, S tem se povezuje pomanjkanje dodatne pomoči, individualnega pristopa. Učitelji poročajo o preobremenjenosti in pomanjkanju sistemske podpore. Pogosti so tudi izostanki od pouka. Te so povezani tako z razmerami, v katerih živijo, otroci doma, kot tudi, in o tem se še premalo ve, kaj se jim dogaja pa v šoli. Torej, nekako vse to je povezano z revščino, torej pomanjkanjem tudi logističnih, recimo prevoza, in pa tudi nesigurnosti oziroma bivanja družin, ker negotovost bivanja družin v neformalnih, pravno neurejenih naseljih, se lahko zgodi, da bo družina tudi morala kam drugam iti. In to vse vpliva na otroka. V poročilu izpostavljamo tudi nizka pričakovanja nekaterih učiteljev do romskih učencev, pomanjkanja občutljivosti, za njihovo situacijo. V praksi se to pogosto kaže tudi v usmerjanju v šole s prilagojenim programom. Tako da v bistvu to nekako so te ključni izzivi, ključni razlogi, zakaj do tega prihaja. V poročilu pa zajemamo seveda tudi zelo, povzemamo vse raziskave, vse te ključne raziskave, ki pa so bile do zdaj že narejene. Naročnik nekaterih od njih je bilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, izvajalec pa Inštitut za narodnostna vprašanja. Tako da inštitut se je ukvarjal prav posebej z uspešnostjo romskih učencev v osnovnih šolah, potem preučil je ukrep romskih pomočnikov, in povedal, kaj pač primanjkuje, kakšne so pomanjkljivosti tega ukrepa in kaj bi bilo treba nadgraditi. In ukvarjal se je tudi potem z nadaljevanjem izobraževanja, torej kakšno je stanje na področju izobraževanja, ko se osnovnošolsko zaključi. Se ta pojav, da so otroci, ki so rojeni v socialno šibke družine,
imajo nižji uspeh, veliko krat imajo več učnih težav, več zdravstvenih težav, več težav recimo z vključevanjem. To je v resnici generalen problem. Jaz se spomnim svojega šolanja in osnovne šole. Nekaterih otrok, ki so izhajali iz izrazito revnih družin, so imeli podobne pojave. To je nekako lahko domače vsem, ne? To lahko vsi razumemo, to ni specifika romske populacije. Vsem se tako zgodi, če smo rojeni ali pa živimo, se rodimo v neko družino, ki je večgeneracijsko že se spopada z sistemsko revščino. Točno tako, ja. Vse izvira iz okolja, v katerem ti otroci živijo, in ta večgeneracijska revščina, ne, to se kaže že v tem, kako pač ravnajo starši, in to se prenaša potem na otroke in ta ciklus se zavrti. Težko se iztrgati iz tega. Težko. Brez neke zunanje podpore, sistematične, sistemske, dolgotrajne, je težko izstopiti. In potem se zgodba nadaljuje seveda, če smo slabi v osnovni šoli, je manj verjetnosti, da se vpišemo v srednjo šolo ali pa na fakulteto, in tudi manj spodbud dobimo od učiteljev, da dajmo se vpisati in naprej nadaljevati šolanjem. Tako. Zdaj, vsip se večinoma, sploh v jugovzhodni Sloveniji, zgodi tam v 6., 7. razredu osnovne šole. Veliko se potem teh otrok vpiše v šolo za odrasle oziroma osnovno šolo, potem tam opravlja na pač ljudskih univerzah, torej ustanovah za izobraževanje odraslih, kjer potem zaključijo to osnovnošolsko izobraževanje, ali pa tudi ne. Tako da ja, kar se tiče nadaljevanja na terciarni in potem in še naprej, je torej ta nizka vključenost otrok v srednje šole, na fakultete ali pa v višje šole ni rezultat pomanjkanja interesa posameznikov, to ugotavljamo oziroma so nam naši sogovorniki povedali, ampak posledica prepleta vseh teh dejavnikov, socialnih, finančnih, sistemskih, tudi kulturnih. Tudi to vpliva, kako znotraj skupnosti, sploh takih zaprtih, posameznika, ki morda želi izstopiti iz tega kroga, kako ga obravnavajo. Tudi to vpliva. In seveda to zahteva celostne ukrepe, od zgodnje podpore v osnovni šoli do trajne, potem finančne, mentorsko-psihološke, logistične pomoči. Podatki, do katerih smo skozi poročilo prišli, pač kažejo, da romski učenci bistveno redkeje kot njihovi vrstniki nadaljujejo izobraževanje in le redki uspešno končajo srednjo šolo in grejo potem naprej na višje ali visokošolsko izobraževanje. Glavni razlogi, zakaj romski otroci pogosto ne nadaljujejo šolanja, so seveda večplastni, kot smo videli že v bistvu v vseh obdobjih prej. Gre za finančne ovire, to se pravi, številne romske družine ne zmorejo kriti stroškov, ki so povezani s srednješolskim izobraževanjem in potem višje ali pa visokošolskim. Prevozi, učbeniki, prehrana. Potem pomanjkanje motivacije in vzornikov znotraj tudi skupnosti. Mnogi mladi ne vidijo smisla v nadaljevanju šolanja. V svojem okolju redko srečujejo primere, kjer bi izobrazba vodila do boljših življenjskih priložnosti. Tukaj vseeno vidimo, da se tudi znotraj romske skupnosti to premika in imamo ne samo posameznike, ampak tudi društva, nevladne organizacije, ki se prav temu posvečajo, da bi tudi med Romi se dvignil pomen izobrazbe. Potem nizka pričakovanja in nezaupanje v institucije. Romski učenci in starši pogosto zaznavajo, da šole od njih pričakujejo manj, kar vpliva potem tudi na samozavest in občutek pripadnosti. Slabi učni temelji so že iz osnovne šole, naprej. Zaradi jezikovnih ovir, neurejenih razmer doma, pogostih odsotnosti, mnogi nimajo dovolj znanja za uspešno vključitev in za uspešno potem tudi zaključitev srednješolskega izobraževanja. Potem pa ta seveda geografska in socialna izoliranost. To je sigurno nekaj, kar je
en velik dejavnik. A ne. Torej, večina teh dijakov obiskuje šole v neposredni bližini bivališča, težko se odločajo, da bi šli pa nekam drugam, v drug kraj ali pa celo na drug konec Slovenije. Ne. Potem javni prevozi tam niso dostopni, številni starši nimajo avtomobila, nimajo vozniškega izpita celo in je v bistvu že ta dostopnost potem velika, mislim, oziroma slaba. Kulturni dejavniki pa bi mogoče izpostavila, da v nekaterih romskih skupnostih izobraževanje, predvsem deklet, ni prepoznano kot prednost, ne, ali cilj. Tako da to pa še je prisotno v nekaterih okoljih, ne pa vsod. In najbolj napačno je, da posplošujemo, da so vsi Romi enaki in tudi niso enaki na vseh koncih Slovenije in tudi znotraj posamezne regije niso. Jaz se pa zdi, da če si romski otrok, iz vsega, kar si povedala, da se moraš 10-krat bolj potruditi, da prehodiš enako dolgo izobraževalno pot, kot če si rojen Tako, v družino, recimo. točno tako, že znotraj, že v tem času, te poti, potem moraš pa kar še vedno znova dokazovati, da si enako dober. V bistvu skoraj celo življenje. Da razremo še eno o jeziku. Romskim otrokom je slovenščina tuj jezik. Njihov materni jezik je romski jezik. Tako je. Njihov materni jezik je romski jezik, so pa tudi že območja, kjer v bistvu sploh več romskega jezika ne govorijo. Ne. Kar je škoda, kar je v bistvu ne samo škoda, ampak je grozno, ker ni pa pravih spodbud in podpore, da bi se pač romski otroci, da bi gojili tudi svoj materni jezik. Dokazano je, raziskave so že pokazale, da otroci, ki aktivno in dobro znajo materni jezik, imajo tudi z učenjem slovenščine manj težav in so pač lahko potem bolj uspešni. Tako da tudi tukaj je korelacija. Imamo nekatere mehanizme, s katerimi se že zdaj lahko pomagamo. Eden od takih je romski pomočnik v vrtcih in šolah. Kaj so in zakaj so pomembni? Ja, romski pomočnik je en tak sistemski ukrep, ki predstavlja v bistvu pomemben člen pri vključevanju otrok, romskih otrok. Gre za osebe, velikokrat večinoma iz romske skupnosti, ni pa nujno, in delujejo kot posredniki med vrtcem, šolo in družinami. Pomagajo pri prevajanju, razumevanju učne snovi, spodbujanju otrok k rednemu obiskovanju pouka, predvsem pa pri gradnji zaupanja med starši in ustanovo, med šolo. Tako da njihova vloga je večplastna, so v bistvu mentori, so kulturni mediatorji, so svetovalci in so tudi zgled, so tudi vzorniki romskim otrokom, mladim. Velikokrat prav oni prepričajo starše, da otroka vpišejo v vrtec, da ga ne izpišejo iz šole. In v poročilu ugotavljamo, da tam, kjer so romski pomočniki prisotni, otroci redkeje izostajajo, bolje sodelujejo pri pouku in so učitelji bolj senzibilizirani za posebnosti njihovega položaja. Torej gre za enega, tako ugotavljamo v poročilu, enega najučinkovitejših ukrepov, ki pa ima tudi pomembne pomanjkljivosti, predvsem v pokritosti. Še posebej Romi, Rominje in Romi, ki imajo izkušnjo izobraževanja in da so uspešno zaključili, so skozi svoje izkušnje povedali, kako pomembno bi bilo, da bi se, ne samo, da se romski pomočniki zagotovijo v vseh vrtcih in osnovnih šolah, kjer pač so romski učenci, ampak tudi v srednjih šolah. Torej, da bi se tudi to bilo potrebno, da bi razširili, da bi se ta ukrep razširil. Predvsem ta pokritost. Zdaj raziskava Inštituta za narodnostna vprašanja pa tudi zelo podrobno daje priporočila, kaj bi bilo na tem področju potrebno narediti. Tako da v bistvu vidimo, da raziskave že imamo narejene. Pomembno bi bilo, da bi jih ponavljali, da vsake toliko časa, da bi videli, kakšen je v bistvu učinek potem teh ukrepov in da se potem odpravljajo te pomanjkljivosti. Kako pa je pomembno, da se otroci v šolah vsi
učijo tudi o romski kulturi, romski zgodovini, o romskem jeziku. Kakšne pozitivne učinke lahko to prinese? Grozno velike, kako naj rečem. V bistvu to, da bi se otroci učili o romski kulturi, bi dalo po eni strani romskim otrokom občutek pripadnosti, torej, da se tudi ostali želijo informirati o tem, od kje pa oni prihajajo, kako pa oni živijo, kako razmišljajo, kateri jezik govorijo. Pripadnost romskih otrok bi bila veliko, ta občutek pripadnosti bi bil veliko večji in to tudi sami povejo. Po drugi strani bi pa seveda tudi otroci iz večinske populacije s tem veliko pridobili, ker bi bolje razumeli, od kje prihajajo njihovi sošolci, sošolke. Njihovo znanje bi se razširilo, drugače bi jih gledali. V bistvu vedno rečemo, da ko res nekoga spoznaš, takrat ga več ne vidiš, da ima ne vem koliko oznak, tako kot si prej razmišljal, ampak ga vidiš kot človeka, kot konkretno osebo, s katero potem lahko stkeš prijateljstvo, recimo. Strah nekako pred neznanim izgine. Tako. In se okrepijo te socialne vezi. Tako. Kaj lahko šole naredijo, da bi nekako ponudili odgovor na te izzive, da bi torej več romskih otrok ostalo vpisanih, da bi imeli višji uspeh, da bi nadaljevali šolanje v srednjih šolah in na fakultetah? Kakšna je moč šol, katera orodja imajo na voljo? Predvsem je pomembna ta ozaveščenost ali pa pripravljenost vodstva šole, da se zaveda, kakšne učence ima na šoli in da se potem strokovno loteva reševanja, v bistvu načrtovanja dela. Zdaj, skozi poročilo ugotavljamo, da je pač bistveno, da se in tisto, kar šole lahko naredijo, pa ni potrebno spreminjati zakonodajo zaradi tega ali pa, da bi bila to neka visoka, velika finančna sredstva potrebna, da ustvari vključujoče okolje. Torej, da je šolsko okolje tisti varen prostor za vse otroke. In za romske in za neromske. Torej, to je tisto ključno. Ob tem je pomembno, da vlaga v svoje zaposlene, torej strokovne delavce, da se izobražujejo, da se tudi usposabljajo, tudi pridobivajo te specifične veščine, kako pa delati v večkulturnem okolju. Torej z otroki, ki pa prihajajo mogoče iz drugačnih kulturnih ozadij. Potem predvsem to, da veliko vlaga v vzpostavljanje zaupanja tako napram otrokom, kot seveda njihovim staršem. Ker brez sodelovanja starši, to se je že izkazalo in tudi skozi poročilo in raziskave, ki so bile narejene, to izhaja, da je korelacija, je pomembno, da torej sodelovanje, če šola dobro sodelovanje z učitelji, starši vzpostavi, se to pozna potem seveda tudi pri obiskovanju pouka, uspešnosti otrok. Vse to je povezano. Pri tako zapletenem in večgeneracijskem vprašanju ukrepi prijemljajo zelo počasi in je treba biti vztrajen in pomembno je, da so ti ukrepi dolgotrajni. Kdo mora voditi te ukrepe, te spremembe, te pozitivne prijeme? Občine same, država, šole, skupnosti, kdo je odgovoren? Ja, to je to vprašanje, ki ga vedno znova poslušamo. Kdo je tisti, ki je odgovoren, in vedno zaznavamo neko prelaganje odgovornosti. Odgovor je, da seveda ne bo napredka in ne bodo ti ukrepi uspešni, če ne bo sodelovanja čisto vseh odgovornih. In to seveda na eni strani država, ki skrbi da se izvajajo človekove pravice na njenem območju, prav tako občine
in seveda potem tudi šole, a ne, no, če govorimo o področju vzgoje in izobraževanja, in same skupnosti tudi. A ne. Se pravi, ta krog mora biti sklenjen. A ne. Torej, vsi ti akterji morajo sodelovati in vsak svoje opraviti, da potem lahko vse funkcionira. S tem, da seveda se pa treba zavedati, da pričakovati, ker trenutno je tako, da so ogromna pričakovanja pa prav na strani skupnosti. A ne. Če ne bo sistemskih, a ne, podpornih ukrepov, potem, in če ne bodo ti ključni odgovorni akterji, država, občine, šole naredile svoje, potem ne moremo pričakovati, da bo pa samo romska skupnost. Več teže je na tistem, ki ima več moči in več sredstev. Kdor ima več mišic, lahko več nese. Točno tako. Torej, država največje breme in potem navzdol. Tako. Dobro. Zagovornik načela enakosti ima tudi nekaj moči in tudi nekaj bremena lahko nosi. Pripravil je to posebno poročilo. Ko ga človek prebere, se zdi, da dobi nek vpogled v stanje izzivov, s katerimi se soočajo Rominje in Romi pri izobraževanju. Na koncu zagovornik vedno da nekaj konkretnih priporočil. Lahko nekaj najpomembnejših teh priporočil, do katerih ste prišli pri pripravi posebnega poročila, navedete. Ja, seveda. Zdaj, mogoče bi izpostavila 3, ki se mi zdijo taka res ključna. Pa mogoče še to, no, da preden jih povem, nekako s priporočili ne izumljamo, a ne, tople vode, ampak poskušali smo priporočiti tisto, kar manjka, a ne, ali pa kar bi bilo treba izboljšati. Tako da sigurno večji poudarek, a ne, zgodnjemu vključevanju romskih otrok v vrtec, s poudarkom na brezplačnih in dostopnih programih, tudi s prevozi iz naselij. In to je ključno za zgodnje učenje jezika, za socializacijo, zmanjšanje osipa potem v osnovni šoli. Razširitev mreže romskih pomočnikov, to se pravi, s tem pokrijemo, to je en ključnih ukrepov na področju pač osnovnošolskega izobraževanja, torej zagotoviti jih v vseh osnovnih šolah, kjer so potrebe, tudi v vrtcih in kot so predlagali naši romski sogovorniki, predvsem tudi podporo skozi romske pomočnike pripeljati v srednje šole. Ti pomočniki, a ne, smo videli že prej v pogovoru, da so dokazano učinkovit ukrep, ampak jih je premalo in tudi njihova zaposlitev je pogosto nestabilna. Pa ponavadi je problem tudi da v bistvu je preveč otrok, a ne, potrebnih za enega romskega pomočnika. To se pravi normativi, a ne. Tudi tukaj je težava. Potem pa še vzpostavitev, to je pa tudi en ključnih, ki se skozi zagovornikova priporočila ponavlja iz leta v leto, in mislim, da tukaj lahko trdno stojimo za tem, da je vzpostavitev sistema zbiranja in spremljanja podatkov ključna, da je treba pač o vključevanju in napredku romskih otrok govoriti in torej ukrepe pripravljati in sprejemati na nekih konkretnih analizah, ugotovitvah, ne pa na podlagi, ne vem, rekla kazala. Ne. Torej, trenutno Slovenija nima celovitih podatkov, kar pomeni, da ukrepi temeljijo na ocenah, ne pa dejstvih. Tako, to so te 3, ki se mi zdijo najbolj ključni v poročilu. Dobro. Pri pripravi posebnega poročila ste sodelovali tudi z Romi, ki pa so uspešno zaključili izobraževanje. Pa če bi za konec lahko slišali mogoče nekaj njihovih glasov, kaj jim je pomagalo, kaj jim je omogočilo, da so dosegli ta uspeh. Ja, tako je. Naši sogovorniki, torej Romi, ki so izobraževalno pot uspešno zaključili, so povedali, da je njihov uspeh rezultat kombinacije podpornih mehanizmov. Zgodnjo vključitev v vrtec in usvojitev jezika so večinoma vsi poudarili kot odločilno za kasnejši uspeh. To ustvarja nekako temelj, zaradi katerega romski otroci pozneje lažje sledijo pouku.
Potem so poudarili tudi podporo, spodbudo, ki so jo prejeli od pedagoškega osebja in šolskega okolja. Tudi če podpore doma niso imeli, naprimer, jih je ta zunanja podpora spodbudila, da so nadaljevali šolanje in uspeli. Kadar strokovni delavci namreč razvijajo občutek za romske otroke in njihov kontekst, se prekinjajo vzorci negativnih izkušenj. Otroci pridobijo samozavest, ki vpliva tudi na njihove sovrstnike in celo družine. Več intervjuvancev je izpostavilo, da so jim starši sicer težko pomagali pri učenju, so pa bili močno podporni in ponosni, kar je prispevalo k njihovi vztrajnosti. Ko družine na primer vidijo uspehe svojih otrok, se počasi začne spreminjati tudi njihov odnos do izobraževanja. Torej iz razmišljanja ne vidimo koristi v to, da nam izobraževanje odpira vrata. Potem so teli naši Romi, s katerimi smo sodelovali, izpostavili tudi, da jim je pomagalo poznavanje perspektive, motiva za šolanje, torej ta notranja motivacija. Poudarili so pomen dobrih zgledov in mentorstva. Z višjo izobrazbo romski posamezniki delujejo kot vzorniki lahko, in lahko rušijo stereotipe, spreminjajo ambicije mladih. Poudarili so nam, da pozitivni primeri izobraženih Romov lahko delujejo kot navdih in pokažejo, da lahko tudi oni uspejo. To pa je lahko tudi eden največjih multiplikacijskih učinkov. Uspeh recimo enega mladega Roma lahko spremeni aspiracije celotne družine ali pa celo celega naselja. Imamo tudi take primere. Tudi naši sogovorniki torej v intervjujih so poudarili velik pomen prisotnosti romskih pomočnikov v vrtcih. Torej ta ukrep so ocenili kot najbolj pozitiven, da ima največji pozitiven učinek. Tako v vrtcih kot v osnovnih šolah. Predlagali pa so, da bi bili potrebni tudi nekakšni tutorji ali pa mentori, še posebej iz romske skupnosti, kasneje, v kasnejših obdobjih. To se pravi, ki bi otroke, mladostnike navdihnili, opogumili za nadaljevanje šolanja in potem tudi zaključevanje izobraževanja na višjih stopnjah. Torej, sami Romi, s katerimi smo se pogovarjali, pravijo, da uspeh ni samo rezultat individualnega truda, ampak stalne podpore, ki jo dajejo različni ukrepi. Torej od romskih pomočnikov, učenja v okoljih, kjer jim priznajo identiteto in spodbujajo, da ohranjajo svoj jezik, torej to, kar so. Potem tudi nevladne organizacije, ki ustvarjajo zaupanje in so fizično prisotne v naseljih, vsakodnevno delajo z njimi. Vsi ti programi dokazujejo, da lahko dosledna dolgotrajna podpora bistveno dvigne stopnjo vključenosti in uspešnosti romskih otrok. Potem so pa še predlagali tudi uvedbo štipendij, ki bi kasneje omogočile konkretno zaposlitev. To bi bila sigurno za njih dodatna motivacija. Zdaj pa, če dam za konec res glas samim Romom, oziroma sem se odločila, da bi povedala, kaj je ena pripadnica romske skupnosti, s katero smo se pogovarjali, povedala. Ker nimamo posnetkov, boš prebrala. Tako. Mislim, da je izobrazba še vedno ključnega pomena za izhod iz začaranega kroga revščine, s katero se srečujejo Romi, in jaz sem še vedno mnenja, da je treba v bistvu začeti na začetku. Če želimo biti uspešni na področju vzgoje in izobraževanja, je treba otroke čim prej vključevati v organizirano predšolsko vzgojo. Tam se dejansko vse skupaj začne. Tam se otroci socializirajo, se naučijo slovenskega jezika, se navadijo v bistvu nekih delovnih rutin. Veliko od tega se tam vzpostavlja, odkrivajo se njihovi potenciali in če so dokaj hitro vključeni v vrtec, lahko hitro razvijajo tudi vse svoje potenciale. Jaz mislim, da se je tudi pri meni vse skupaj začelo z izobrazbo. Velikokrat me ljudje sprašujejo, kako je pa meni uspelo. Jaz moram povedati, da doma neke podpore nisem imela. Vedno so me sicer motivirali in spodbujali k učenju, ampak ključnega pomena je bilo kakovostno pedagoško osebje, ki je v meni prepoznalo nek potencial. Jaz bom v bistvu tem ljudem večno hvaležna, ne samo, da so oni verjeli vame. Tudi jaz sem z njihovo pomočjo začela verjeti vase.
da tudi jaz zmorem in da tudi kot Rominja lahko izstopam. Nekaj dodati. Hvala lepa, Maja. Prosim. Posebno poročilo Izzivi pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok in mladostnikov najdete na spletni strani Zagovornika načela enakosti na naslovu www.zagovornik.si pod zavihkom Izdelki Zagovornika. Na voljo je brezplačno. To je bila 11. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Z vami smo bili zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, vodja sistemskega oddelka Jelena Aleksič in strokovni sodelavki Nina Plešlenkova in Maja Mamlič. Podcast sem povezoval Mitja Blažič. Vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje, najdete nas na vseh platformah za pretočne vsebine, ne pozabite nam slediti tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn, lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. Kmalu se spet slišimo.